28. slovenski knjižni sejem je 20. novembra 2012 v Cankarjevem domu v Ljubljani odprl starosta slovenskih pisateljev, tržaški umetnik Boris Pahor. V svojem nagovoru je poudaril veliko vlogo jezika in knjige za obstoj slovenskega naroda. O pomenu narodne identitete v Evropi včeraj in danes je po koncu prireditve povedal. Imam eno poglavje v knjigi, ki se imenuje Parnih trobinji, ki je naveden, sicer zdaj je nova izdaja petih knjig, ne, ampak tam na skrivaj nosijo, oziroma vozijo cele vreče knjig, cele vreče paketov za otroke, ne. In v vsakem darilnem zavojčku je tudi abecednica, se pravi prvi koraki. Tako da je pred osvobodilnem boju že pri nas bila nekako po hišah, nekako šola, nekako ustanovljena, da so lahko otroka učili, kako se izgovarjajo slovenske besede, slovenske stavke. Mislim, da je to edinstveno. In sem danes to rekel tam, čeprav kdo se to zanima za nas, ampak mi Primorci smo imeli to, bi rekel, to hudo življenje, da je bila takšna organizacija, to je spadalo v Tiger, ne? Trst, Istra, Gorica, Reka, ki so imeli organizirano v hribih nekako založen upor proti fašizmu, ne? Medtem ko to je bila pa kulturni antifašizem, ki Vi ste rekli nekje, da so vam celo prihodnost ukradli, ko ste bili še otrok, ker niste smeli govoriti slovensko. Meni so jo ukradli pri 7 letu, sem imel, ko sem bil pričujoč pri požigu Narodnega doma, ne. To sem se šele potem kasneje zavedel, kako mi je to, kakšna travma je to zame bila, ne. Ker potem so prišla prepoved knjig in torej prepoved jezika. Ampak prvo tisti, ko bi rekel, psihološki udarec, travma, je bila ta goreča stavba, ki ima 16 stropi, ne, in to je ena stranica, ima 13 oken, da se pravi, to so bili sami zublji, ne. To je trajalo cel popoldne, celo noč, še drugo jutro. To je bilo, to je nekaj, ko se reče, neka prava apokalipsa, ki se jo jaz doživel, ne. In to je trajalo pri meni, preden sem se jaz, da sem se malo znašel glede študija, je trajalo enih 15 let, ne. So me dali v semenišče, zato ko so mislili, tem človekom bo treba nekaj narediti, nekako ga vzgajati, kako se treba učiti. Jaz pa sem odkril od drugih, da pravzaprav nobeden ne more mene prisiliti, da moram postati drug človek, ne, da moram svoj jezik izgubiti, ne. In ko sem prišel do tega ideja o uporu, gotovo, da je bil upor na skrivaj, ne, da se ni mogel nobeden javno upirati, ne. Ampak to je zame bila rešilna deska, da sem nekako splavil, da sem postal pravi dijak, da sem izdelal gimnazijo, licej in tako naprej, ne. To se pravi, da bolj mi je uničilo, v življenje fašizem uničil, kakor potem lager in taborišče nemško, ne. Ker tam sem bil že zrel človek, sem že dal skozi Libijo in vojaško Libijo pa. In v današnji Evropski uniji je pa nacionalna identiteta še verjetno toliko bolj pomembna, da se narod ne utopi. Jaz, po moje, sem videl, da zdaj tudi drugi tako mislijo, ne. Tudi drugi so zaskrbljeni namreč, ne. Ti Romuni, recimo, ne, so bili direktno navdušeni. Smo imeli dopoldan pogovor tam, ki ga citiram, to je ena kapaciteta intelektualna, morala. Sva imela v francoščini, ker nisva rabila tolmačev, ne. Tolmač je bila tista, ki je to francoščino razumela, ne, in v romunščino prevajala. Sva imela na radiju eno srečanje, eno urno, da so bili vsi navdušeni, ne.
Tako da so me objeli tam razne uradnice ali špikerke, kaj so že bile. Ne. In ko smo prišli drugi dan zvečer, to sem te povedal, na kratko se je skoraj jeclal tam. Ko je prišla televizija, da bo samo nekako 2 minuti, ne, tega pisatelja, ki je prišel s Trsta, ne. In ko je slišala, kaj odgovarjam, ne, je telefonirala centru, pravi, jaz bom posnela cel pogovor, tukaj ne bomo samo na čast pisatelju. In tam sva ta dva človeka, on ima 3 leta manj kot jaz, ima 94. In rekel, vi imate prednost, ki ima 3 leta več kot jaz. In imate prednost, ker ste bil v zaporu, ste bil v taborišču, jaz nisem bil na zaporu, na taborišču. In tam sva govorila o identiteti in o svobodi in o demokraciji in več kot na uro. Ne. In je to šlo v televizijo, ki je evropsko nekako, ne vem, kateri kanal je pravzaprav. Vem, da je Ljubljana isti dan večer potem dajala televizor iz tistega, ko se reče, Bukarešte. To je bil plus, to sem jaz rekel, da smo mi začeli s to idejo o identiteti, ki je nevarno predvsem za mlade ljudi. Ne. Mladi ljudje, v Trstu imamo dober odstotek, ki je rekel, ki izjavljajo, da nimajo Slovenijo za svojo domovino. Da oni so svetski, da oni, to je globalizacija, ker je na velikanska neumnost. In to narodna identiteta v Sloveniji tudi manjka. Manjka, ker ni bili te vzgoje, ni bilo za časa komunizma, niso marali narodne identitete, je bila samo identiteta Jugoslavije. Ne. To je bila, ti si lahko bil, rekel, patriot jugoslovanski. Ne. Patriot slovenski je rekel Kardelj, ne, zato ker to vodi v nacionalizem. Ne. Bog pomaga, Sveta Lucija. Ne. To da vodi, če imaš nekega nacionalista, rasista za šefa države, da ljudi spravlja v samo veliko veljavo Mussolinija na eni strani, na drugi strani Hitlerja. Vse ta drugo ni nič. Gotovo je, da takšnega nacionalizma se bomo reševali, ne, če ima kje nastajati. Ne. Narodna zavest je zavest skupnosti, je zavest skrbi za skupnosti, je zavest proti egoizmu, narodna zavest, če je zavest skupnosti.